Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Danes veselju in radosti obhajamo praznik Marijinega vnebovzetja tukaj v naši celjski Marijini cerkvi, cerkvi Marijinega vnebovzetja. Ker skozi vse leto po njeni priprošnji doživljamo posebne milostne trenutke Božjega obiskanja. Obhajamo torej praznik neskončnih obzorij, praznik neskončne večnosti. Saj smo povabljeni pod Marijino varstvo. Na poti življenja, ki nam ga Bog podarja, moramo vedno gledati pred seboj na Marijo in ji slediti. Saj je ona pred nami že prehodila to pot in je srečno pristala v objemu Božje ljubezni. Ja, brati in sestre, glejmo na Marijo in se od nje naučimo živeti. Marija je namreč na najlepši način uresničila to, kar Bog pričakuje od vsakega človeka. Vse njeno življenje je bilo en sam velikodušni odgovor. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Praznujemo praznik Marijinega vnebovzetja v času, ko nad našo domovino, nad našo državo Slovenijo in nad vsem svetom, lahko rečemo, v zadnjih letih se zgrinjajo vedno bolj temni oblaki. Živimo v težki gospodarski in finančni krizi, ki je v veliki meri pravzaprav kriza moralnih vrednot. Tej splošni krizi se je v zadnjem času pridružila tudi še kriza v cerkvi, ki vernike, ki o tem berejo in poslušajo poročanje medijev, vedno bolj deli, vedno bolj skrbi, žalosti. Zdi se, da se zbirajo nad nami vedno hujši nevihtni oblaki. Kot grozeče nevihtne oblake lahko prežene pravzaprav glas zvonov in verna molitev. Tako se zdi, da nas vse krize lahko rešijo le živa, globoka, verna molitev, pokora in spremenjenje. Saj smo verjetno že slišali, kako je mati Terezija, blažena Terezija, na vprašanje, kaj bi morali storiti, da bi spremenili podobo današnjega duhovno evropanega sveta, odgovorila. Odgovorila je čisto preprosto in jasno. Najprej se morava spremeniti jaz in ti in potem bo svet videti boljši, lepši. Današnjem berilu iz knjige Razodetja smo slišali: prikazano se je veliko znamenje, žena obdana soncem, pod njenimi nogami mesec, na njeni glavi pa vene 12 zvezd. In še dodaja berilo: bil je tudi velik ognjeni zmaj, hudobni duh, ki se bori proti Kristusu, proti njegovi cerkvi. Toda žena je tej kači, temu hudobnemu duhu strla glavo. Premagala ga je svojo vero in neskončnim zaupanjem, da ima Bog zadnjo besedo v človeškem življenju. Kako čudovita, simbolična podoba današnjega časa, ki nas usmerja tja, kjer je naša rešitev.
Ob današnjem praznovanju se nam namreč ponuja čudovita podoba Marije, ki nam govori, kako je potrebno usmeriti naše življenjske poti tako, da bomo zmogli premagovati težo in preizkušnje življenja. Marija nam govori, da se naše življenje ne bo končalo v slepi ulici Gorja, saj imamo vzvišeni cilj, za katerega je vredno živeti. Za neverne je takšno krščansko vrednotenje in pojmovanje življenja zgolj fantazija. Cilj je preveč lep, da bi mogel biti resničen, tako mislijo. Čeprav o tem cilju krepeni vsako človeško srce, pa če si to prizna ali ne. Kristijani v Mariji ne bo vzeti, gledamo znamenje svoje lastne poti, svoje večne prihodnosti. Prav v njej imamo razlog, da se svojega življenja smemo veseliti. Pa čeprav je na naši življenjski poti včasih toliko trpljenja in preizkušenj. Skupaj z njo in ob njej zagotovo ne bomo pozabili zdravih duhovnih korenin, saj je Marija varuhinja naše vere, varuhinja krščanskih vrednot, varuhinja človekovega dostojanstva. Ob Mariji bodo naše družine, ki so danes tako ogrožene in napadene, postale zdrava duhovna središča, katerih se bodo rojevale in rasle pokončne osebnosti in prava družinska sreča. Ob njej ne bomo izgubili upanja tudi v najhujših trenutkih preizkušenj. Ob njej bomo mogli res s ponosom nositi svoje krščansko ime. Ob njej bomo zmogli razumeti tudi znamenje današnjega časa in se tudi naučili, kako premagati to krizno obdobje. Včasih se nam zazdi, da je vse skupaj nemogoče, tudi zapomnimo si, pri Bogu je vse mogoče. Zato moramo vrednote, ki smo jih sprejeli danes, živeti in z vsem ponosom in hkrati odgovornostjo predati prihodnjim rodom. Tega poslanstva se nikoli ne smemo sramovati, pa če tudi bodo nekateri še naprej na nas pljuvali. Prav zaradi takšne brezpogojne zvestobe evangelskih vrednotam je Marija dosegla svojo slavo in veselje pri Bogu. Zato blagor tistemu narodu, blagor tisti družbi, ki svojo sedanjost in prihodnost gradi na tako zdravih duhovnih temeljih. Zato v leto vere še posebej prosimo Marijo, naj